Ja, živijo Tine. Jaz sem si pogledal tiste bloke v Ljubljani. Pizda. Shit, to me bo pa zdaj. Upam, da imam prav, Ok, da zdaj pojasnim poslušalcem malo, pa mislim, da bo Tine pol več povedal. V glavnem, Tine mi je zdaj že kakšne 4 mesece nazaj, 5, ko smo začeli se pogovarjati o Sinapsi, mi je omenil, da v Ljubljani obstaja en kup blokov, neke zgradbe, ne vem, če so bloki sploh ali pač neke zgradbe. So bloki stanovanjski. Ja, novi stanovanjski bloki. Pardon, ok. V glavnem meni stanovanjski bloki v Ljubljani, ki so vprašljive barve. Namreč on pa njegova žena se ne morata strinjati glede tega, kakšne barve so. In je takrat mene vprašal, kakšne barve se meni zdijo. No in trajali kar nekaj časa, da sem to naredil, ampak zdaj pa poročam nazaj, da sem bil kar parkrat sem šel mimo teh blokov, enkrat sem šel v lepem sončnem vremenu, enkrat v deževnem vremenu, pol 2 ali 3 sem se peljal mimo in sem vsakič pozorno gledal, kakšne barve so. Ja, in kakšne so? Najprej bi mogoče Tine ti pojasnil, v čem je sploh ta konflikt. Problem je v tem, da Anja in jaz pač različno vidiva barve, ne. Ko se pogovarjam o barvah s komerkoli, ne, predvsem pa tudi z njo, pač izpostavim vedno tisto, ki je najbolj vidna, ne, meni. Prav, modra je modra, zelena je zelena. Ja, pa priznam, ne, obstaja modro-zelena itak, ne, pa obstaja tudi več odtenkov modre, ne, sam ne bom pa rekel, če je ena barva pač modro-zelena in ima recimo več zelene, ne, jaz bi rekel, da je to zelena, ne, Anja pa reče, da je to modra. Tukaj pa nastane ta problem, ne. Ampak ona najbrž vidi, da je več modre kot zelene, ali misliš, da pač preferira manjšino v barvah? Ne vem, ampak vem edino to, ne, da kadarkoli sva se ali se pogovarjava o barvah, se skregava, ne. In da to je nekako taka prepovedana tema. Oziroma veva, ne, obadva, če bova začela o barvah, bova, predvsem jaz, no, bom zelo slabe volje na koncu. Ok, in kaj je problem s temi bloki? Ja, točno to, ne, katera barva najbolj izstopa tam, ne. Saj Tine bo v show notesih nedvomno dal točen Google Maps koordinate, kje se ti bloki nahajajo, ne. Itak, da bom dal, ne, mogoče bom tudi jih pofotkal, ko bom v Ljubljani ali bom pa tebe prosil. Ja, sam problem fotke je glih v tem, ne, da tudi, recimo, če slikaš sončni zahod, to, ko ga ti vidiš, pa to, ko ga fotoaparat vidi, to je ko noč in dan, ne. In isto bo najbrž s temi bloki, ko slikaš, pač dobiš en barvni spekter in to je to, ne. Se strinjam, ja, sam. Tako da ljudje, ki bojo kliknili na link, ne grejo pogledat Street View pogleda, pa se na podlagi Street View pogleda odločiti, kakšne barve so, ampak ne grejo v živo tja, ne. V živo, ja. Jaz bi tudi to apeliral, ne. Mogoče celo, da ste tukaj vestni in resni okoli tega, kot sem jaz bil, in greste v več različnih vremenskih razmerah, da lahko malo primerjate med seboj, ne. Predvsem Ljubljančani, ne. Ja, predvsem Ljubljančani, ki imajo to na dlani. Imate to srečo, ne, da lahko jih občudujete vsak dan. No, v glavnem, Tine, kakšne barve so zate ti bloki? Pa mogoče povem, kje so sploh te bloki še? Ja, povej, ajde. Te bloki se nahajajo na Šmartinski cesti v Ljubljani, nasproti bencinske, tam, kjer so pač pri Žalah, ne, v Novih Jaršah. Se pravi, nasproti bencinske, to so novi bloki takoj za rdečimi. So rdeči rok? Mislim, da so. V glavnem tej, ne, bloki so mlajši, ne, so bili kasneje zgrajeni, ne. In problem je pa nastal ta, ne, nekega lepega sončnega vremena. Sva se z Anjo sprehajala po tistem parku, ne vem, kako se imenuje. Tam pri Žalah. Pri Žalah. Ja. Mrtvi park. Ne, se vem, da je neko ime. Neko ime ima, ja, na sponcu. Z Anjo sva se sprehajala po tem parku in kar naenkrat Anja reče: "Ej, Tinč, a vidiš tiste vijoličaste bloke? Ful so lepi." Jaz tako, okej, se tako malo okoli obrnem. Kje so te vijoličasti bloki, ne? Itak imava že ves čas, ne, oziroma, ne, zdaj sva že kar nekaj let skupaj, skozi jih poslušam, da sem barvno slep, ne.
verjetno sem res barvno slep, kao, ne, si mislim. Čeprav nisem, imam potrdilo od zdravnice, da nisem barvno slep. da nisi. Da nisem. In gledam okoli, vijoličastih ne vidim. Vidim rdeče, ampak itak, to je rdeča barva, ne, ni vijoličasta, ne. Pa bi mogoče ona lahko rekla, da je to vijoličasta. In pa vidim še ene sive bloke in nič, ne. In kje so zdaj vijoličasti, ne? Pa reče, tukaj, pred tabo, ne. Gledam, ne, bencinska je zraven, kje so vijoličasti bloki? Novi so, Martin, novi vijoličasti bloki. Pa rečem, kad to tej, tukaj zraven? Ja, pa se ti že skozi govorim. Pa rečem, pa kje si ti videla vijoličasto barvo, če so sivi? Pa ona, ne, to so vijoličasti. Ne, ker itak prvobežno pogledaš, ne, barve. Ja. To so vijoličasti bloki. In pol rečem, ok, verjetno itak, ker sem barvno slep, ker to že poslušam ne vem koliko let, da sem barvno slep. Pogledam malo bolj, pa rečem, ja, Anja, strinjam se, ne, tej bloki imajo zagotovo še odtenke vijoličaste in jih sem videl sem jih. Pač, če bi mi ona meni rekla, Martin, a vidiš te sivo-vijolične bloke ali pa vijolično-sive bloke, Ja. bi bilo vse nekaj drugega, kot če mi je rekla vijoličaste. Koliko jaz ne vem, da so to vijoličasti bloki. Aha. Ker ko ti slišiš vijoličasti bloki, ti pomisliš, da bojo bloki bili vijoličaste barve, živo vijoličaste. Ja, Daj mi primerjavo, kaj je zate vijoličasta barva? vijolica, ne, tako je vijolica, ne, recimo, nekaj tazga, ne. Ja. Živa, živa, taka kontrastna vijolična barva, mogoče sliva, ne, čeprav sliva, ne vem, Ja, je tam vmes. ne. malo med modro, ne. Ja, odvisno kakšna sorta. Ne. Ampak nekaj veliko bolj vijoličastega, ne, pač če je Če rečeš vijoličasto, ne, Ja. pa pričakuješ, da je vijoličaste barve. Ja, razumem. No, In ti si videl pač sive bloke, ne? ne, mislim, na koncu bi, jaz jih tako poimenujem, ne, to so, ta fasada, ne, je sive barve s primesjo vijoličaste, ne. Pač takšna je ta fasada. Če bi te nekdo spraševal po smeri, ne, pa bi mu mogel opisati, recimo, da ni tam Petrola, ni tam tistega parka, a tako bi opisal tem človeku te bloke, pejt mimo tistih blokov sive barve s primesmi vijoličaste. Ne, rekel Ali bi rekel sive bloke? če bi mogel izbirati med eno barvo, bi rekel sive. Siva, ok. No, ok, da te zdaj razbremenim tega strahu pred odgovorom. Šel sem mimo teh blokov in moram z žalostjo sicer priznati, da se strinjam bolj z Anjo. Vijoličaste barve so. Sicer res je, sivi so, ja, ampak vijoličasti sivi bloki. Ne? Ker siva, ne, to je bilo to, kar sem ves čas se bal, ko si mi ti začel to zgodbo pripovedovati. Ne, siva ni barva v istem smislu, kot so barve zelena, modra in tako naprej. Siva je bolj svetlost, temnost, koliko ima saturacije barva, koliko je nasičena. Ne. In zdaj, ja, izredno sivkasta vijoličasta je, ne. Ampak še vedno je vijoličasta, ker ni posvetljena črna, ampak je posvetljena vijolična barva, če razumeš, kaj hočem reči. Ne. Tako da, ko sem pogledal te bloke, bi rekel bi jim sivo-vijoličasti bloki, zato ker pač prominentna barva, ko jo pogledam, je, da so sivi. Ja. Ampak če bi mi nekdo rekel, da pogled tiste vijoličaste bloke, bi jih opazil tam in ne bi imel nobene dileme s tem, da bi jih ločil tam med rdečimi bloki in parkom in ostalim. Po eni strani sem v bistvu zelo zadovoljen s tvojim odgovorom, ne? Ja. Ker si rekel, da to so sivo-vijoličasti, ne? Ja. Ne, se tudi, mislim, v bistvu si zdaj obema potrdil, ne? Ja, na nek način. Ampak to ne zato, ker sem diplomatski, ker dobro veš, da bi z veseljem vam obema zabil, če bi mislil. Da bi rekel, da so zeleni, ne? Ja, če bi le lahko, bi rekel, da so zeleni. Ja. Ne, ampak ta problem, ne, Ja. je pa glih izhaja iz tega, ne, tisti, ko ste pač poslušali tudi prvo epizodo, ne, oziroma tudi naslednje, ne, Ja. da pač kaj, ne, kako si me ti označil, ne? Ja, ne vem, ne spomnim me. Da sem človek Ja, absolutov. da si človek absolutov, ja. Ne? Točno. In pri tem bloku, ne, če bi se mogel on-off odločiti, bi se za sivo. Ne? Ja. V vsakem primeru priznam, da je vijolična zraven.
Če mi pa rečeš vijolična, pa ne bi se mogel pa sam... Razumem tvojo dilemo, hkrati je pa ne razumem. Ko bi meni Anja rekla, poglej, Rok, ne vem, zakaj bi se mi da sprehajala čez park, ampak recimo v nekem hipotetičnem primeru, lej, Rok, tam tisti vijoličasti bloki, bi jaz pogledal tja, pa bi jo vprašal, a tisti sivo vijoličasti? Pa ona ja, in bi pač lahko nadaljevala pogovor dalje kot dva normalna človeka. Hočeš reči, da niso normalna? Ne, nič nisem čez Anjo govoril. Ja, Tine, nisem še končal, ker povedal sem Jasmini za ta konflikt vajen, ne? Aha. In ko smo se skupaj sprehajala mimo teh blokov, ko je bilo sončno vreme, sem tudi njo vprašal, kakšne barve se njej zdijo ti bloki. Ne, čekaj, samo, ker si jo slučajno vprašal, to si jo, ali si jo rajš vprašal, a vidiš tiste vijolične? Ne, nisem jo vprašal, ker nisem se spomnil, čigava barva je bila čigava, ne? Nisem se spomnil, ali je Anja rekla vijoličasta ali ti, to nisem vedel. Aha. In tudi nisem hotel sem, da je nepristranska, zato sem najprej vprašal, kakšne barve se zdijo ti bloki, potem si mi pa celo zgodbo povedal. Čakaj malo, a ti si slučajno z večjimi ljudmi, mene pa biti? Ne. Samo zanima me je, če ona potrjuje moje, ali bo bila bolj na tvoji strani, no in moram reči, da Jasmina mi je rekla, da za njo so ti bloki rjavi. Ja, rjavi. Jasmina pravi rjavi. Tako da sem še bolj excited za vse ljudi, ki bojo šli si fizično pogledati bloke in da nam povejo, kakšni se njim zdijo, kakšne barve. Predlagam, da kar spodaj v komentarje napišejo. Ja, jaz bi bil zelo vesel, ne? Pa dajte napisati, da so sivi. Ja, no kaj meniš o tej rjavi barvi? To me zanima. Rjavi? Tako, mislim, jaz bi se pa nekako mogoče tudi strinjal z Jasmino. Aha, seveda, ja. Outsider je, logično, da bo to potegnilo en z drugim. Ja, ne, ker pač zdi se mi velika verjetnost, da bi tudi jaz lahko videl tam rjavo barvo. Tine, a te kaj muči zadnje čase? Pa me ne, no. Mislim, me ne muči tako, ko misliš, da me muči. Aha, te ne muči to? Ne, ker zmuči me pač takrat, ko se zgodi. Pač karkoli od te. Okay. Aha, se pravi, ni tako, da te noč in dan obremenjujejo te stvari, ampak samo, ko se ti kost zatakne, takrat te čutiš. V bistvu ja, to si zelo dobro povedal, ne. Kadar se zatakne, ne. No, povej mi svojo zadnjo ribjo kost. Ja, zatakne se pa, kadar grem na kavo, ne. Aha, okej. Z mlekom. Na kavo z mlekom. Kavo z mlekom. Tako naročiš? Kavo? Ja, rečem, prosim eno kavo z mlekom. In kaj se potem zgodi? Razen svetlih izjem, dobim vedno kapučino. Aha. Pač kava z mlekom, ne, je kava, govorimo zdaj o espresso kavi, ne, ki lahko naročiš v gostilni, v kafe baru, kjerkoli že pač, ne, zunaj svojega doma. Ja. To je pač kava, ne, kamor se pač prilije mleko, ne, to je kava z mlekom, ne. Natočiš noter lahko hladno mleko, lahko toplo mleko in to je to. Kapučino je pa ta ista kava, ne, pač, ki priteče ven iz aparata, s spenjenim mlekom, ne. Spenjen, ne, poudarek je na peni, ne. Na peni. Zato kapučino, ne, pač na peni, ne. In lahko bi rekli, da je to ena in ista stvar v končni fazi, ampak ni, ne, ker so ne vem kdo, Italijani, ne vem kdo že, ne, pač so že koliko časa se pije kava, to bi bilo fajn za pogledati, ampak bi rekel v 1000 let, ne. So že to pač pred namci, ne, so ugotovili, kaj je kava z mlekom, kaj je pa kapučino, ne. No, dvomim, da so 1000 let nazaj pili kapučino. Za kapučino mislim, da rabiš kar sodobne naprave, se mi zdi. No. Ali so včasih slamco penili mleko? Ne vem, nimam pojma, ne. To je za kakega zgodovinarja oziroma... Tudi dvomim, da so kavo z mlekom veliko pili, ker... So samo kavo, ne, v Ja, bistvu, ne. so pili kavo. Ampak ja, pač kapučino je kapučino, kava z mlekom je pa kava z mlekom, ne. In zakaj jaz naročim kavo z mlekom namesto kapučina, ne? Zato, ker ne želim pene, ne.
ne želim pene. Sploh zato, ker pač ne vidite me, ne, zdaj, ampak jaz imam brado in brke. Ne. Ja. In če naročim kapučino, ne, imam pol tisto peno po brkih. Ne. Aha. Se ni to glavni razlog, ampak ne želim pene. Ne. Zato naročim, pa tudi okus je malo drugačen, ne, ker kava z mlekom je bolj homogena, ne, je več mleka v kavi. Kapučino je pa tista pena na vrhu in bolj kavo piješ. Ne. In tukaj. Ne, in, Martin, kaj ti je pena naredila? razpenila me je. Ja, ok, razumem. Razumem konflikt, ljudje ne upoštevajo tvojega naročila. Ne? To je v bistvu osnovni problem. Zdaj, ne, tu sta dve stvari, ne, pač, kar me nasplošno tudi moti. Ne. Ljudje ali zelo slabo poslušajo, ne, ti ne posvetijo pozornosti, ne, kar bi v nekem baru, ki mu nosiš denar, pričakoval. Ne. Ali pa v bistvu sploh ne vejo, kaj je, ne, da je kakšna razlika tukaj. Ne. Pa ko si kdaj šel skozi to fazo, da si jim probal pojasnjevati? Ali si samo trmasto vztrajal, pa kava z mlekom, prosim, in pol bil jezen? Bolj to drugo, ja, ampak se mi je zdelo, da bolj to, ja. Ti si bolj take sorte, ja. je pa res to, ne. Mislim, mogoče sem na začetku narobe povedal, ne. Kadar naročiš kavo z mlekom, ne dobiš kapučina, ne. Ampak ne dobiš niti kave z mlekom, ne. Dobiš nekaj vmes. To pa zaradi tega, ne, ker jaz sem delal dosti cajta tudi v barih, ne, Ja. v srednji šoli, pa pol malo na faksu. Ker se očitno, ne, tem natakarjem in natakaricam ne da, ne, dati na stran tisto peno, ne, ko zlivajo mleko not, ker ga zlivaš ponavadi iz iste posode, ko delaš kapučin, oziroma tam, kjer greješ mleko. Ne. Ne da se jim, ne, in pa dobiš zraven peno. Ne. Ampak mora biti pa toplo mleko, ne hladno mleko. Ker eni pijo s hladnim mlekom. Ne se glih, ni nujno. Okay. Ni nujno, pač kava z mlekom je kava z mlekom. Ne. Ponavadi ti dajo noter toplo mleko, ne. Če pa želiš izrecno, da je hladno, pa dobiš Ampak s hladnim. ti bi s toplim mlekom. Glih to ti hočeš zdaj povedati. Okay, no, povej, prosim. Da kak sem ugotovil, da ne dobim neki, ne vem, ne tič, ne miš, ne? Pač da naročim kavo s hladnim mlekom. Ne? Ja, ja. Pol, Ker to je bilo, takoj ko si mi zdaj razlagal to dilemo, ne, ko si povedal to s to posodico, pa s tem peno, je bila to moja prva naslednja misel. Aha, ne naročiš tetrapaka, ne. Koliko dolg ti ne? Mene to predvsem zanima. Koliko dolg si ti rabil, da si prišel do te ugotovitve? ja, kar dolg bi rekel, ne? Se mi je zdel. Pa to zato, ker si trmasto vztrajal, ne? Pa, ja, ne veš kaj, vsakič znova sem bil razočaran, ne? Nad človeštvom. Nad ljudmi, ne? Da se ne posvetijo, ne? Da ne poslušajo. In pa nisem nikoli razmišljal o rešitvi, ne? In pa sem pa začel razmišljati o rešitvi in sem začel zdaj naročevati, kadar izrecno hočem kavo z mlekom, naročim pač kavo z mrzlim, prosim, ne. Kadar mi je pa vseeno, ne, pa sem dobre volje, pa pač rečem kavo z mlekom in na pol kapučino. Kadar mi je vseeno, pa sem dobre volje. To si zdaj jaz predstavljam enega Tineta židene volje, ki hodi gor in dol po ulici in si reče, danes je pa tako lep sončen dan, danes bom pa pustil, da mi naredijo kapučino. Oziroma ne kapučino, nekaj vmes. Nekaj vmes, ja. Ne? Ja, en tak hibrid, ne. Mlekočino ali nekaj takega. Mlekočino, ne veš kaj je fora, da nikoli se pa nisem razburil na takarje, ne. Aha, Zaradi to pa tega. ne. Ne, nikoli, samo v sebi, samo pa koliko je to možen? Ne? Zakaj? Ne? Zakaj? A vam lahko kdo pokaže? Ne vem, tu sem se v glavi, veš, ko se. Ja, ja. Kaj ti grem pokazati, kaj je kapučin, pa kaj je kava z mlekom, ne? Jaz imam podobno težavo, zato sem tudi, ko smo se pogovarjali o ribi kosti, mi je bila ta zelo zanimiva. Moja težava je pa ta, da sem se v Angliji navadil piti amerikanote. Veš, kaj je amerikano? Mislim, vem, ampak razlož, ne, za poslušalce. Amerikano je najbolj enostavno, bi ga razložil tako. Vzemi šalico za vročo čokolado, noter nared kavo in pol podaljšuj do vrha. To je amerikano. To je dolga kava, pač ful podaljšana kava. No, ne paše mi vedno amerikano piti. Amerikano sem pil v Angliji, ko sem recimo poleg knjižnice bila ena kavarna in sem vzel
knjige, ki sem jih tisti dan imel za predelati, sem vzel dol v kavarno, sem si naročil americano in sem ga pil, tako 1 uro sem pil isto kavo, počasi in srko. Dvojni ovoj, veš, te papirnate kozarčke sem dal 2 skupaj, da je še dlje trajal, in sem pa počasi pil, da nisem zapravil veliko na kavah. Ampak ok, doma ponavadi pijem dolge kave. Dolga kava je zelo nestalna definicija. Je. Nekje naredijo eno verzijo dolge kave, nekje naredijo drugo. Zame je dolga kava, da vzameš to srednje veliko šalco, to za dolgo kavo, espresso šalčko, in noter narediš kavo in jo podaljšaš malo pod vrh. Ne toliko, da se bo polila, ampak tako, da je dolga kava, da je pač ne do polovice to veliko šalco, več kot do polovice. Zdaj, ko pa prideš v kakšno gostilno, naročiš dolgo kavo, enkrat ti naredijo espresso plus, sprav espresso plus ima več vode noter, toliko, da ko pogledaš v to srednje veliko šalčko, pa pogledaš vanjo, se ti zdi, kot da je brezno, na dnu katerega je ena majhna lužica kave, potem nekdo ti naredi tam nekje do polovice, eni ti pa naredijo do vrha. Jaz imam rad, da je do vrha. Celo več kot večina. In tako da ponovadi jim rečem, da če mi lahko naredijo dolgo kavo, pa če mi jo podaljšajo do vrha. Zdaj, to je dolg trajal, da sem prišel do tega, kar sem zdaj povedal. Eksperimentiral sem, Najprej sem rekel tako, drugače. In sem počasi prišel do tega naročila. Se pravi, ti si natakar, pa me vprašaj, zdravo. Dober dan. Dober dan. S čim vam lahko postrežem? Eno dolgo kavo, prosim, pa kozarc vode. In pol on že skoraj odhaja. In pol, ko že skoraj odhaja, mu pa še dodam. Pa če lahko, prosim, podaljšate do vrha. In to zdaj poslušalci ne vidite, da sem zraven tudi geste uporabljal. Pokazal sem šalco, kjer sem pokazal ne ta majhna šalca, ampak to večjo šalco, ne za vročo čokolado, ampak to srednjo. In potem z eno roko nakazal vrh. To je znanost, Tine, to je vse znanost. Zato sem te prej spraševal, če si to kaj pilu ali si pač samo en dan pogruntal, kako moraš reči. Ker jaz sem pilu. No, jaz pa ne. Okay. To je ta najna razlika. Ti si človek absolutov, ki bo vztrajal pri svojem absolutu. Jaz pa iščem, kaj je relativni absolut. Kje se bomo lahko jaz in tisti drug človek našla, tako da bo meni pasal. Ja, no. Jaz bom tudi tako rekel, da iz tega polja je to za tebe večji problem predstavljal kot za mene. Ker si iskal rešitev, jaz je pa nisem. Ja, točno, imaš prav. Ker mene je to toliko motil, da sem hotel rešiti. Tebe pa sem toliko motil, da si imel tisto dnevno dozo kričanja v glavi. Očitno, ki jo najbrž malo rabiš. Ja, glito se če ne bi rabil, pa ne bi dopuščal, da se ti to iz dneva v dan ponavlja. Tako je. Drugače, dragi poslušalci, jaz ful dobre prehode delam. Med podcastom, iz ene teme v drugo. In ker si rekel, da v Angliji nisi rabo veliko zapravljati za kavo, si mi pa povedal, da si pa neke tehnike razvil, oziroma kako ne zapravljati denarja, oziroma z drugimi besedami, kako varčevati. Ja. Štos je v bistvu v tem, ker si rekel, da naravno, če nimam nobenih omejitev, ves denar zapravim. To je moja težava. Čekaj, to je pa isto, kot s to-do listami pa z organizacijo. Ja. Ko sem jaz prvič začel delati, ko sem dobil prvo ta pravo plačo, se pravi ne tiste študentske za 300-400 evrov na mesec, ampak ko sem prvič dobil 800 evrov na račun, takrat je bilo 800 evrov malo več, kot je zdaj. Ja, Leta 2006 ali 2007 sem prvo plačo dobil. No, tista prva plača je izginila v manj kot tednu dni. In pa tudi naslednje 3-4 niso bile veliko boljše. V bistvu sem se ujel v tak cikel, da sem vsak mesec, po polovici meseca, fehtu mamo, da mi je posodila denar, da sem lahko prišel do konca meseca. In takoj, ko sem dobil plačo, sem najprej mami odplačil posojilo in sem bil spet v istem dreku. In to, dobro, sicer pa sem si nehal to sposojati, ker sem pač malenkost odrasel, ampak
ponavljala se je ista zgodba, isti problem sem imel. Sicer sem si sposojil od banke. Ne. Imel sem minus 1000 evrov limita in to je pomenilo, da to je bila moja nula. Ne. Preden sem dobil plačo, sem bil na minus 1000 evrih na računu svoje. Poleg tega sem imel še neke redne položnice za plačevati za neke, ne vem, sem si kupil nek fotoaparat za 1200 evrov ali nekaj takega in sem ga dal na obroke in tako naprej. In se je to vse nabrali. Ne. In takrat, glih v tistem obdobju, sem pa začel, sem pa tudi nehal kaditi. Ker sem kadil kot Turk. Ne. Jaz sem skadil 2 škatle pa pol na dan, preden sem nehal kaditi. To je 50 čikov na dan. Ne. To je bilo takrat okoli 200 evrov denarja vsak mesec je šlo. Malenkost manj. 200 evrov na mesec sem dal samo za čike. Ne. In ko sem jaz nehal kaditi, sem imel 200 evrov viška keša. In imel sem dovolj samozavedanja, da sem vedel, da teh 200 evrov bo v enem mesecu se čist zafilali vse te moje luknje zapravljanja in po enem mesecu sploh ne bom čutil, da imam kje več denarja, ker bom isto zapravljal, sam pač 200 evrov več bom nekam drugam dal. Ne. Zato sem takrat se odločil in sem investiral v neko izobraževanje takoj. In tisto izobraževanje je bilo zelo drago. In ker je bilo tako drago, tako fejst drago, bolj kot vse do takrat, in sem za tega takrat rabil si končno prvič porihtati finance. Ne. In sem takrat si naložil en program na računalnik, Quicken, s katerim sem si začel mesečno beležiti točno, koliko denarja porabim. In to od takrat, sicer ne uporabljam več tega programa, uporabljam enega drugega, ampak to od takrat, to je 2010, do danes to delam skoraj neprekinjeno. Dve obdobji sem imel, ko sem enkrat nisem 2 meseca to beležil, enkrat pa pol leta nisem to beležil. Drugače pa ves čas beležim vse svoje finance in to pomeni, da beležim vse finance. To pomeni, da tudi ko dam v prašička 2 centa, zapišem tista 2 centa. Za razliko od drugih, ki imajo prašičke take, da ne vejo, koliko denarja imajo noter, jaz v svojem prašičku vem točno, koliko denarja je noter, do centa. Kmalu po tistem, ko sem šel v tisto izobraževanje, sem tudi ugotovil, da sem naredil veliko napako, ko sem šel na tisto izobraževanje. To je ta Microsoft, ko si bil? Ja, to je. Ker takrat sem pa pol končno odkril, pod narekovaji, sicer to ful dajem, ne, svojo strast. Ne. Pač prvič sem začel resno se ukvarjati s pisanjem in sem ugotovil po branju veliko različnih knjig o pisanju, da najboljša poteza, ki jo lahko naredim za svoje pisanje, je, da grem nekam, kjer učijo pisanje, poslušati nekoga, ki uči pisanje. Ne. Hkrati pa, da se obdam z literaturo, kar lahko naredim najboljše na enem študiju literature. Ne. In tako da sem rabil sem našparati denar za študij. Ne. In kar je pomenilo, da sem mogel še bolj se zorganizirati in še bolj šparovan biti. Prvo, kar sem rabil narediti, je se losati tistih minus 1000 evrov. Ne. Banke nočejo, da ti nimaš limita. Ne. Banke nočejo, da ti njim nič ne dolguješ. Ne. Banke želijo, da si ti njihov. Ne. In zaradi tega je avtomatsko, ko ti odpreš svoj račun, da dobiš nek limit gor. Ne. In tudi do ene 500 evrov niti ne pomežiknejo, da ti ga povečajo. Ne. Tudi do jurja, če imaš ti redne prilive, bomo ti dali, ni problema. Ne. Tako da, ko sem avto kupoval, pa sem rabil tistih 300 evrov več, sem rekel, pa bom si malo limit povečal. Ne. Si povečal limit za 300 evrov, sem imel 300 evrov več za plačati in pa pozabiš na to, ne. Ker naenkrat si minus 1000 evrov vsak mesec. Ne. V glavnem, folk se ne zaveda, pa to je težko sploh dopovedati nekom, ne, da to ni tvoj denar. Ne. Ti dobiš plačo, pa če tvoja plača, recimo, da imaš minus 1000 evrov, da imaš 1000 evrov limita, ne. Ko ti dobiš plačo, pa če tvoja plača, rečemo, da je jurja točno plača, ne. Ko si ti dobil tisto plačo, ti imaš jurja denarja, ti imaš nič denarja. Ne. In tako, ko začneš zapravljati, imaš manj kot nič denarja, kar je zelo težki koncept za razumeti. Ne. Ti sicer res, da lahko zapravljaš denar, zaradi tega, ker ti banka pusti, da zapravljaš denar. Ampak to je bankin denar. Ne. Na tak način to funkcionira. Ne. In zaradi tega je, da ti sploh lahko začneš šparati, moraš ti na nulo priti. Ti moraš vse te limite, vse to moraš prvo, kar moraš dati stran, vse kredite, nič od tega ne smeš imeti.
pa lahko začneš šparati. To je bila moja logika, ko sem začel. Ne? Sicer sem jo kasneje prilagodil, kredite se lahko vzame, kadar so krediti investicija. Ne? Ampak ponavadi ljudje ne jemljajo kreditov za investicijo, ampak za tega, ko hoče nov avto kupiti, ker hoče. Vsak od nas drugače vidi investicije. Ne? Ja, ampak to ni investicija, ne? Ko ti zapravljaš denar, ni investicija. Ne, ni investicija. Investicija nov avto je, če tvoj star avto pije 10 litrov, zdaj pa kupil nov avto, ki ti bo pil 5 litrov, pa da si preračunal, v 2 letih se mi bo to povrnilo. Pol je nakup avta investicija. Ja. Če pa ti tega v glavi nisi naredil, da si to prekalkuliral, pa ne glede na to, ali je to res ali ne, to ni investicija, ker se ti tega ne boš zavedal in boš ti ta denar nekaj druge zapravil za tega. Ne? Samo ozavestiti moraš, ne? Pa je pa lahko marsikaj investicija, tudi to, da si na Bitcoine daješ cash. V glavnem, težko je začeti šparati, ne? In ljudje, ko se odločijo, evo, zdaj bom pa začel šparati, prvo, kar naredijo, je rečejo, vsak mesec 100 evrov na stran za bla, bla, bla. Ne? In to je prva napaka, ki jo naredijo. Zdaj, ker naenkrat si povečaš neke stroške za 100 evrov, ti pa nisi navajen teh dodatnih 100 evrov stroškov. Ne? In telo, kot prvo, se ti bo upiralo temu, ne? Ti boš zameril samemu sebi, da si sploh to naredil in boš čez čas začel operirati proti samemu sebi, kao pa kaj on vedel, ne? Jaz vem boljš, to bom zato zapravil. Bo zmanjšal. Ja, bom zmanjšal malo, ne? Se nisem takrat vedel, kam mislim, ne? To je prvo. Drugo pa je, revnega se boš naredil, ne? Ker naenkrat imaš 100 evrov manj denarja, za vse ostale stvari. Ne boš si mogel privoščiti tiste obleke, ne boš mogel si privoščiti iti s familijo na tisti izlet, itd., itd., itd. Ne? In se boš s šparanjem v bistvu spravil eno stanje mikrorevščine. Ne? In če pa ti hočeš dolgoročno šparati, pa res dobro šparati, moraš pa ti to minimalizirati. Ne? V glavnem, v eni knjigi sem prebral, da je najbolj smiselno začeti šparati z zelo minimalno vsoto. Takšno, ki te ne bo čist nič ne boš čutil. Ne? In če recimo prvi mesec začneš, recimo da rečemo, da edini način šparanja bo bilo, da boš v prašička dajal denar. Vsak mesec bom dal v prašička nekaj denarja, zato da si lahko čez eno leto privoščil ta pa ta izlet. Recimo, da za to šparaš. Ne? Začni s 5 evri. Ne? Ker 5 evrov ne boš sploh občutil. Rečemo, da ni šel na tistih 5 kav in zdaj imaš 5 evrov. 5 evrov daš v prašička. Naslednji mesec si se ti že navadil, da imaš 5 evrov manj. Jaz sem o tem razmišljal. Ne? Si se. Koliko si se že kar naslednji mesec? Ne? Naslednji mesec lahko nadaljuješ z istim zneskom. Lahko narediš 5 evrov spet. Tako, ja. Če boš naredil spet 5 evrov, bo pomenil, da si preživel enako, kot si prejšnji mesec. Ampak zdaj je tvojih novih, tisto, se lahko za kavo pa tako, je lahko novih 5 evrov. To lahko nekaj cajta delaš, s temi majhnimi zneski lahko priješ do ene 20-30 evrov brez problema. Pa ne boš občutil. Prva investicija se ti nič ne občuti, ta druga pa tudi skoraj ne. No? Sam recimo, pač ti si rekel 5 evrov. Kaj če pa se ti zdaj čutiš, da se ti pa 20 evrov ne pozna, lahko z 20 začneš? Lahko, sam bi odsvetoval. Zato, ker je boljš z manj začeti, pa boš imel dober feeling, ker ti že 3 mesece ratvaj, sicer nisi skoraj nič nabral, ampak 3 mesece že šparaš. Ne? In ti bo to še dodaten boost, še dodatna motivacija, da boš še več dal. Jaz sem recimo začel s 5 evri, naslednji mesec sem dal še vedno 5 evrov, potem sem dvignil na 10 evrov, potem sem dvignil na 20 evrov, potem sem dvignil na 40, potem sem dvignil na 80, pa na 100. V glavnem na koncu je 200 evrov to prišlo. 200 evrov vsak mesec sem dal na stran, pa jih nisem čutil. Avtomatsko sem jih dal takoj, ko sem plačal. Včasih celo prednje plača prišla, da ne bom pozabil tisti dan, itak sem še imel nekaj keša, ker potem sem se že itak navadil, tudi možgani se ti preklopijo v en drug način, šparon. Vse je bilo čisto isto. Neki manj je mogel biti, ne? Ni se poznal, ne vem, ne znam ti razložiti, zakaj se ni poznal, ampak ne vem. Ja, ker res imam pa glih tako malo, mislim, da glih tisti čas se niso tako družila, ne? Ja. Ampak imam pa tako nekaj v glavi, tudi pol, ko, ne vem, ali z domi, ali pa kdo, ko je rekel, ja, ne, veš, zdaj sam da špara, ne? To je bilo pa kasneje. To je pa druga faza. To je pa pol, ko sem začel specifično za Anglijo šparati. Ko sem vedel, da grem gor, sem pa rekel, ok, zdaj grem pa v ekstremen način šparanja. Da nisi niti hodil nikamor. Nikamor nisem hodil več. No, zato jaz imam pa to bolj To je bilo pa to, ko sem ugotovil, da s tem tempom, ki sem ga imel, ne bom dovolj našparil. In sem pa rekel, ok, fuck it, ne. Čez 1 leto bom šel na fucking dream lokacijo nekam v Anglijo študirati, bom se žrtvoval zdaj. In sem nehal
biti socialen. No ja, sej, to, Ja, ne. ja. Zato mi ni prvo šlo skupaj. Nehal sem vse, nehal sem na kave hoditi, nehal sem na pijače hoditi, nehal sem na koncerte hoditi, v kino, vse sem nehal. Ampak to je bilo v zadnjem letu, ker sem rabo res, na koncu na šparu, ne vem, koliko sem imel, 6 čukov evrov sem imel za svoj odhod v Anglijo, plus da sem imel že tudi par teh freelance gigov, ki sem jih lahko prek interneta delal, da sem tudi pa, ko sem že bil v Angliji, sem nekaj malega tudi tako služil. Ne. Tako da sem imel denar na kupu in dovolj denarja za prihajajoča leta. Ne. Ampak to je bilo pol. To, to vem. Ja. To sem tudi vsem ljudem povedal. Ne mi zameriti, ne boste me nič več videli. Tako sem jim prav rekel, ker sem pač vedel, da je to bolj pomembno. Mi do zadnja smo imeli pa nek podoben princip, no? Da smo z malim začeli, ampak je bilo pa tako pravilo. Ne? Ni bila v bistvu prašiček, kao, ne? Pač ena škatla. Sva se pa tako zmenila, ves drobiš, ne? Do 1 evra. Pač, če ti na koncu dneva ostane pač ta drobiš v denarnici, pač ga vržeš v tisti šparuc. Ne? Oziroma, ali pa če je kaj tako ekstra prišlo, kar ni bilo. Ne? Enkrat sem res, takrat, ko sva šparala, sem šel iz faksa domov, pa sem 20 evrov na tleh našel, ne? Ti sem dal direkt, ne? Noter, ne? Če je bil razdrobljen denar, ne? Da je bilo 5 evrov, ne? V kovancih po manj kot evro, smo se ti zdevala. No, v glavnem, to sva midva šparala pol leta, 2, pa sva našparala v bistvu za morje. Mislim, da sva našparala takrat za Rodos, to je bilo 2009. V glavnem, s tistim cashom sva lahko plačala v bistvu cel en teden hotela za 2 osebi. Ekstra sva pa še tako, ne, iz plača, ne, ampak sva imela pa za en teden hotel, pa avionsko karto. Ne. Jaz se recimo podobno delam kot ti zdaj, glede šparočka, kjer smo več teh raznih kupčkov, ki jih zdaj delam. Koliko jih je? Štejem tudi skupne. A imata skupno že? Ja, bravo. Če štejem še skupne, pol jih je 6 do 7, odvisno kako šteješ. Ampak pomoč pa že kar enega keša imeti, svojih imam, ja, ne bom povedal cifre, ampak svojih imam okoli 5, no. 4 do 5, odvisno kako šteješ, enega lahko štejem kot 2 ali pa kot enega. V glavnem, kaj delam je, enkrat na teden imam v to-do listi noter napisano, da moram urediti svoj wallet app. No in vsakič, ko imam to, ko grem to aplikacijo urejati. Katera pa je ta aplikacija? Wallet, Budget Bakers so izdelovalci, na Androidu jo najdeš, Wallet se imenuje. Tako lahko bomo link dali. Ja, mene tudi zanima osebno, ker tudi malo iščem. Ja, dobro je, ker imaš full accountov, lahko odpreš pa tako. Meni je všečno. Imata la 2. Ja, tudi to imaš lahko nek sharing, sem to pa še nisem probal. V glavnem, vsakič, ko končam z urejanjem te aplikacije, na koncu pogledam, koliko keša imam v denarnici, v kovancih in ves ta keš vržem prašička. In to je včasih tudi do 10 evrov. Ne? In kaj pa zapišeš to? Ja, zapišem pač v prašiček. Ne? To sem iz walleta zdaj transferil v piggy bank. In to mi je recimo v zadnje pol leta se nabrali toliko denarja noter, da sem si lahko konkretno darilo za rojstni dan privoščil. Sem si kupil eno novo tablico, ki jo bom zdaj uporabljal samo za pisanje. Kupil sem si vse razne te pripomočke, da imam lahko to isto tablico tudi kot navigator v avtu, tipkovnico za to tablico, da lahko pišem z njo. In to je bilo pa dejansko darilo, ker vse ostalo je bilo kao biznis, sem si pa kupil še risalno tablico. Ja. Se pravi... Sicer ne Wacom, ne za 400 evrov, ne, eno kitajsko za manj kot 100 evrov, ampak moram reči, da je zelo dobra. Se pravi, da bi ta način šparjenja se ti očitno orang splača, ne? Ja, zelo. In bi pol priporočil tudi mogoče. Ja, vsem bi to priporočil, sploh tistim, ki imajo težave z denarjem, kot sem jaz imel. Prvo, kar priporočam vsem je, da si beležijo ves denar. Se pravi, ta 1 evro, ko si mi ga posodil prele, ga boš tudi zabeležil? Ja. Sem ga že. Si ga že? Ja. No, lej, jaz pa, če kle svoje dodam, ne, jaz sem tudi frik na te številke, pa da moram imeti vse urejeno, ne. Problem pa to rata, ne, ko živiš v skupnosti, ne. Ja. Recimo, jaz sem pa to začel s Tošlom, ne. Pač s to slovensko aplikacijo. Z njimi sem začel zato, ker so se mi zdeli cool startup, ne, ker sem tudi sam v startup svetu. Prvo to, drugo pa, ker sem hotel jih supportati, pa hkrati sem si rabil sam nekaj urediti. In od začetka sem tako isto kot ti, ne. Vsak cent, vse račune, vse sem si pisal, ne.
In pol hitro sem ugotovil, da če hoče to funkcionirati, morava oba dva za njo to delati, ne? Ker pač živiva v skupnosti, ker imava skupen cash, ne? Sva takrat v Ljubljani živela. In sem rekel, ok, ona ni imela takrat še smartphona, sem rekel, bom jaz to vse delal, ne? In sem rekel, ti karkoli kupiš, v bistvu mi je vse in to ni šlo za nadzor en drugega. Ja, seveda, ja. Ker mi dva recimo si za razliko od nekaterih parov, ne, pač že skoraj od, ne vem, prvega, drugega meseca, ne vem, imamo kar skupaj cash, ne, si toliko zaupava, ne, in tudi ko karkoli planiramo, pač, aha, tu casha imamo, to je to, ne. V glavnem, sem rekel, ti mi nos, ne, lepo vse račune, bom jaz to vsak večer lepo opisoval, ne. Ampak, ne, Anja je načeloma to redno delala, ampak dostikrat je pozabila kak račun, ali pa, ja, se veš, ti se bilo pa tuk, ne, ampak jaz pa, kadar se lotim ene zadeve, hočem, da je točno, ne, da je tako, ko more biti, ne. Seveda, ker si človek absolutno. Ja, ne, to ste zdaj že spoznali, ne. In je bilo dosti tega, ne, da sem imel, sem mogel prepričevati, oziroma kdaj so se za tega tudi malo, ja, pa kaj zdaj teži s tem, ne. Pa to še ni bilo tuk, ne, ker to je trajalo recimo 1 leto, ne, skoraj. Sem vse to beležil, se mi fajn zdel, ne, celo plačeval sem za ta app, ne, ker je bil 2,5 € na mesec. Mi ni bilo težko dati, ker sem rekel, še supportam, ne, zraven. Potem smo pa firmo začeli, ne, Enolive smo ustanovili in potem sem jaz pa kar naenkrat mogel menedžirati dvoje finance in še ene malo bolj resne, v firmi so malo bolj resne in hkrati tam menedžirati malo več ljudi. In na koncu je meni to toliko energije pobral, v bistvu, pa tudi tako, nekako sem se slabo počutil, no, prav glava, veš, kot da ti hoče eksplodirati glava, ne. In sem kar enega dneva sem rekel, lej, Anja, jaz tega več ne bom za nas vodil, jaz ne morem menedžirati toliko stvari, ne morem imeti toliko stvari pod nadzorom, koliko bi jih rad imel. In sem zaradi tega pol pač nehal, ne. Veš kaj, tukaj ti bom eno stvar povedal, kaj imam jaz v načrtu narediti, ko bom enkrat imel malenkost več denarja. To sem se pa naučil od Tima Ferrisa, ne vem, če si bral njegov 4-hour work week, pa 4-hour body, pa te stvari. Zelo priporočam te knjige. Ja, Tim Ferris je v knjigi noter predstavil koncept asistentke. Za vse take stvari, katere veš, da je treba narediti, ti pa jemljajo energijo in rabiš sem, da so dobro narejene, pa jih lahko predaš nekomu drugemu, jih outsourcaj, ne. Ja, In ko bom imel, tako ti bom rekel, ko bom imel 100 € za stran za v nekaj investirati, bom investiral v enega Indica ali pa Indiko, ki bo zame beležil vse finance. Jaz sem sam slikal račune in on bo vse to delal. Sem ne bi pol raje še en tak app imel? Niso dobri. Vse sem sprobal, čisto so za nič. Aha, okay. Tudi tisti, ki berejo te QR kode za nič, vsi so za nič. Mogoče to dobra poslovna ideja, ne? Da enega Indica najameš, da ti sprogramira. Je, ampak nisem tako strasten do nje, da bi jo speljal do zaključka. Če bo pa slučajno katero od poslušalcev imel željo narediti ta app, sem pa z veseljem advisor, ker imam 6 let izkušenj z beleženjem financ. Osebnih financ. Ja. Praviš, da ti grejo ful dober prehodi. Ja, vedno so mi šli pač iz kuhne v dnevno sobo. Iz prejšnje teme v zdajšnjo, ne. Ok, in kakšen je prehod? Ja, tale Tim Ferris, ne. Nekako s Timom Ferrisom si začel menjati knjige, ne. In me zanima, kaj si to bral ali si poslušal? Aha, ja. Tima Ferrisa sem bral na Kindlu. Mislim, da. Ja, na Kindlu sem ga bral, nisem ga poslušal. Večino knjig preberem ali na Kindlu ali pa poslušam audio knjige. Edino zdaj na zadnja knjiga, ki sem jo prebral, sem jo 2 dni nazaj končal in imam še kar v glavi, je, ne vem, če poznaš To Kill a Mockingbird, poznaš od Harper Lee. Harper Lee je napisala samo To Kill a Mockingbird, ko je bila še mlada. In pol celo življenje ni nič druga izdala, nobene druge knjige. Je nasplošno priznana to kot ena izmed najboljših knjig. Če bi mogel delati seznam 500 najboljših knjig zahodnega opusa, bi dal To Kill a Mockingbird definitivno gor. No in za rojstni dan sem od Jasmine dobil za darilo nadaljevanje. Oziroma, nisem čisto prepričan zdaj, ali je bilo dejansko
po smrti ali na koncu se ona strinjala, da se objavi, ampak glavno ona je umrla in ko je ona umrla, je prišla ven Go Set a Watchman. Je pa na nek način nadaljevanje isti liki 20 ali 30 let kasneje, ko prije ta punca, ki je v To Kill a Mockingbird, 10 let stara punčka, prije nazaj domov na obisk. Ne. Ena od redkih knjig v zadnjem času, ki sem jo prebral v fizični obliki. Moram reči, da sem zelo užival v tem, da je bila v fizični obliki. Kljub temu, da sem velik zagovornik Kindla in e-knjig, še posebej pa audioknjig. Ne. In tukaj bi zdaj prešel na to temo, ker sem hotel to izpostaviti, da imajo ljudje ta predsodek. Ne. Vedno rečejo, ja, to ni isto kot brati knjigo, ko jo držiš v roki, pa ko vonjaš papir, pa jo pol daš na knjižno polico. Vse to je res, ni isto, ampak noben ni rekel, da mora biti. Pač drugačen način branja je. Ne? Get the fuck over it. Pač obstajajo e-knjige in e-knjige bojo ostale. To ne pomeni, da bomo zdaj začeli zažigati navadne knjige. Sam, recimo, če sem jaz na študiju v Angliji rabil prebrati vsak teden 3 romane, pa rabu, ko sem šel za praznike domov v Slovenijo, pa spet nazaj, vse te knjige sabo nositi, je bilo to malo bolj priročno, če je bila to ena napravca, ki je debela slab centimeter. Ko pa da bi en cel kufer knjig sabo furo. Kar eni so delali, ker pač imajo radi knjige. Ja, romantiki. Ja. To šele malo prihaja k nam. In audioknjige in podcasti. Trenutno se pogovarjamo na podcastu. Ljudje, ki poslušajo ta podcast, nekateri poslušajo veliko podcastov, nekateri imajo ful izkušenj s podcasti. Ampak sumim, da velik delež poslušalstva jim je to ali prvi ali pa drugi podcast v življenju, ki ga poslušajo. Nimamo te navade in to predvsem zaradi tega, ker potovanje na delo ni bilo v preteklosti tak big deal v Sloveniji, kot zdaj počasi postaja. Ker če primerjaš z Američani, recimo, Američani imajo audioknjige že od 60-ih, 70-ih let, so na kasetah poslušali audioknjige. In zato je bilo recimo, ko so začele te novodobne audioknjige ven prihajati, so že imele market. Ljudje so že obstajali, ki so že poslušali audioknjige prej, na kasetah. Jaz sem o tem malo razmišljal, ja, kao to so nove stvari, audioknjige niso niti v Sloveniji, ampak včasih, ker ni bilo televizije, se veliko stvari poslušali. Tudi gledališke predstave, igre, radijske igre so bile, pravljice smo vse na kasetah poslušali. Tako da po eni strani ni tukaj nov koncept, ker zdaj hoče ene reči, kot hoče zdaj zanikati, to pa nismo, to pa ne moremo. Razumem, kaj hočeš povedati. Ampak v Sloveniji še 15-20 let nazaj, vsak, ki je šel v službo v sosednje mesto, ali pa je živel v tistem mestu. Zdaj pa recimo so ljudje, ki hodijo v Ljubljano na šiht, pa so iz druga konca Slovenije. Redno se vsak dan furajo. Ker pač Slovenija je itak majhna, pa avtoceste imamo zdaj kolikor toliko v redu, da lahko v nekem doglednem času priješ tja. Recimo iz Krškega do Ljubljane recimo je 1 uro. To pomeni, nekdo, ki vsak dan hodi v Ljubljano v službo, ima 2 uri na dan, ko je v avtu. Eni musko poslušajo, rečejo, ja, pač si daš svoj ljubi album noter, pa se furaš. A ni res, da se tudi muske naveličaš? Je itak, da se. Ja. No in jaz sem recimo, ko sem začel tiste izobraževanja v Ljubljani, sem začel se ful vozt med Krškim pa Ljubljano prvič in sem imel vsak teden 6 ur totalnega lufta in sem takrat začel audioknjige poslušati. Nisem nobenega poznal, kaj audioknjige posluša pri nas, tako v naših koncih. Zdaj jih kar dosti že. Zdaj imamo tudi že par let kar precej uspešnih slovenskih podcastov. No in zanima me, kako tudi si ti začel? Povej, zakaj se smejimo. Ja. Ker ti dobro veš, zakaj sem začel. Zato, ker si mi ti predlagal. Ampak zanima me, zakaj si, ker jaz sem marsikom predlagal audioknjige, pa si ti en od redkih, ki jih je dejansko šel poslušati. To me zanima. Zakaj si ti začel audioknige poslušati? Začel sem jih poslušati zato, ker
Veš, velikrat so se o tem pogovarjali, ne? Ti si ful bral vedno knjig, ne? Ful si bil knjižni mol, ne? V dobrem pomenu besede. Moj foter je meni skozi očital, ne? Nič ne bereš, ne? Jaz pa tako, nekako knjige, mislim, mene zgodovinska dejstva, kakršne koli informacije, izobraževal sem se vedno rad, ne? Na tak ali drugačen način. Sam branje, sedenje, ne, za knjigo oziroma tudi ležanje, nekako ni mi bilo, no. Na leto sem se pomatral, da sem 5 knjig mogoče prebral, pa tudi te knjige, pa sem zdaj tudi kasneje ugotovil, zakaj jih nisem toliko prebral, ne. Ker sem te glih prej hotel vprašati, kakšne knjige bereš, ne. Vedno, ne, pač, če bereš knjige, je bilo normalno bereš pač fikcijo, ne. Pač takšne knjige, ne. Zdaj z audioknjigami, ne, ko si pač ti rekel, da obstaja audioknjige, ne, sem pa dejansko lahko pač ta čas, ne, ker zdaj sem pač starš, ne, pa mož, pa služba, pa nekako ni časa, ne. Zdaj pa, da bi pa šel prej v srednji šoli na faksu, je bilo ogromno enega časa, ko bi lahko za to posvetil. Zdaj ga pa realno res nimam, ne. In sem glih na ta način sem ugotovil, da lahko pač ta čas, tudi če 15 minut, ne, ko se peljem na šiht v eno smer, da ga lahko koristno pač preživim oziroma se takrat kaj novega naučim. Oziroma sploh lani, ne, ko sem se mogel dosti voziti po Sloveniji, ko sem hodil od vinarja do vinarja, ne. Glih malo pred tem, oziroma takrat vmes si ti pač omenil te audioknjige in sem ugotovil, da lahko ta čas zelo koristno porabim. Po drugi strani sem pa tudi, kakšne knjige sem začel poslušati, ne. Pač ne fikcijske, ne, se pravi knjige o startupih, o biznisu, o načinu vodenja, takšne, ne. In potem zdaj, to sem glih danes počeli razmišljati o tem, da mogoče jaz tudi zaradi tega nisem tu knjig prej bral, ne, ker jaz pač knjige, ne, fikcija je tako za zabavo, ne, tako ko pogledati en film, ne. Take audioknjige, ko jih pa jaz pač poslušam, ne, v biznisu, je pa bolj kot dokumentarc, ne, varianta, ne. Ali pa en tečaj, ne. Ali pa en tečaj, ne. Ugotovil sem, zakaj mogoče jih v preteklosti nisem bral, ker samo branje mi ni bilo všeč, ne, ker sem raje kaj drugega delal, ne, pa ker sem bral pač, ne vem, fikcijo. Zdaj sem pa ugotovil, da obstajajo tudi druge knjige, ne, da niso samo fikcija, plus da lahko v bistvu berem oziroma poslušam, se nekaj novega naučim, ko nekaj drugega delam. Zdaj dejansko sem ful vesel, kadar grem lahko kosit. Da lahko... Da lahko en audiobook cel preposlušam, ne, ali pa če kaj tazga delam, da ne vem, zdaj ko smo se za fešto pripravili, ko bilo treba kaj spucati, ne. Kaj pa ti, no? To me v bistvu zanima. Rekel si, da si ful užival, ne, ko si bral Killing the Mockingbird? To Kill a Mockingbird je enka, dvojka je pa Go Set a Watchman. Pa si ga že prebral? Ja, aha, Go Set a Watchman. Da si To Kill a Mockingbird sem jaz že pred leti prebral, v audio verziji. No, in si pa rekel, ne, da ti bil pa ful užitek brati hardcover, ne. Zdaj me pa zanima, kako pa ti to doživljaš, ne, knjigo v fizični obliki, poslušanje ali pa... Najmanj imam rad branje na ekranu. To se mi zdi najslabši način branja in tudi vsem, ki imajo kakršnokoli možnost brati e-knjige, ne jih berejo na e-bralnikih, ne na ekranih. Ne na tablici, ne na telefonu, ne na računalniku. To je tako slab način branja, ful manj si skoncentriran, hitreje se utrudiš, vse je slabše, no, na ekranu. E-bralniki so dobri glih zaradi tega, ker je e-črnilo, ne, ker izgleda tako, kot da bi bilo naprintano, se pravi, ne utruditi oči, ne. Če bi mogel izbrati, kaj je moj najljubši način branja, bi mogoče rekel na Kindlu, oziroma na e-bralniku, no. Zelo veliko sem, sploh v preteklosti, zdaj v zadnjem letu manj, zelo veliko sem prej poslušal knjig. Bi rekel, če bi kakšne 3 leta nazaj me vprašal, na kakšen način berem knjige, bi rekel, da sem jih več poslušal kot bral. 20 na leto sem jih preposlušal. In to je zelo veliko, ker audio knjige so počasnejše kot branje knjige, ne? Ker pač nekdo ti jo izgovarja, ne? Kar je počasnejše, kot če ti bereš. Ampak ja, Kindle, absolutno. Takoj za Kindlom audio knjiga, pol pa hardback ali pa softcover, mislim, kako se že reče, paperback. Recimo audio knjige so dobre nefikcija, ne? Spravo to, ko ti poslušaš, kar tudi jaz poslušam. Jaz zelo veliko audio knjig poslušam takih, pa kakšne biografije so dobre audio knjige, pa lahkotna literatura. Ne priporočam recimo Kafke, audio knjiga.
ki je pač pregost, preveč kompleksen tekst, ki ga moraš še v fizični obliki počasi brati, da kaj ne zamudiš. Ne? Je pa da malo greš gor dol, ne? Ja, kar v audioknjigi ne moreš, ker je linearno in šiba. Ne? Moraš prav odpreti aplikacijo, pa pol zadati, da nehaš brati. Ne? Ja, ne. Je to ali pa moraš si dati nazaj, ne, za 30 sekund. Tako je. Ampak Ni isto, ne? Ni isto. Za audioknjige je od fikcije zelo dobro poslušati zgodbe. Ne? Sprav nekaj, kar ima ful dobro zgodbo. Recimo, prva audioknjiga, ki sem jo prebral, mislim, da je bila prva ali pa vseeno od prvih, je bil Harry Potter. Ja. Ki ga prej nisem nikoli bral, ker se mi je vedno zdelo, to je nekaj bedasga, to samo neki mulci berejo, pa moj foter. Foter pa moja sestra sta skupaj brala te Harry Potter knjige, ki je ona brala, pa da je on malo motiviral, je on tudi zraven bral, ne, pa sta skupaj brala. Jaz pa takrat sem bil too cool for this, ne, in pač nisem tega bral. Ampak pol, ko so začeli filmi ven prihajati, pa videl sem, da je ogromno fanov, pa da tudi ljudje, ki sem jih spoštoval, ki je to zdaj tako zaniko, da fotor pa sester nisem spoštoval. Ne? Ampak ona sta iz drugih razlogov brala, razumeš? Rekel mi je nekdo, ki obožuje literaturo, pa mi je rekel, da je Harry Potter dobra knjiga. Sem, ok, pa moram prebrati. Ne? In ko sem iskal audio knjigo za na pot, sem pa takrat zdownloadil si prvega Harryja Potterja. In Harryja Potterja bere Stephen Fry, ki ima fantastičen glas, ful dober barva, te različne like, da ti je vse jasno, kdo kaj govori. In je prav užitek ga bilo poslušati in sem prepričan, da bi manj užival v knjigi, ki bi jo sam prebral, kot pa sem užival v njegovi verziji. Tako da sem z audio knjigami prebral vse Harry Potterje in tudi Game of Thrones, oziroma Song of Ice and Fire, sem vse preposlušal. Zdaj ponovno berem in zdaj berem na Kindlu. Ampak prvič sem jih pa poslušal. In te so že malo na meji, ker je res kompleksen tekst, tako ful velike, da grejo neke detajle in takrat se malo zgubiš mogoče, kar se v fizični obliki ne toliko, ali pa v fizični knjigi. Ja, ker je res kler, zdaj, ko si glih rekel, ne, Game of Thrones, meni je Anja takrat, ne vem, kjer ga leta to bilo, sem tako jaz rekel, jaz pa bi zdaj mogoče, želim se malo pač izpopolniti, oziroma malenkosti izboljšati svojo angleščino, ne, da bi... Game of Thrones je napačna knjiga. Ja, ne. Rekel, mogoče bi bilo fajn, da bi jaz kaj v angleščini prebral. Ne? Ja. In pol Anja meni pač za darilo, ne, za Božič mi kupi Game of Thrones. Ampak takrat Game of Thrones sploh še niso bili znani, ker to je bilo meni 2-3 leta pred nadaljevanko. Ne? In tako je rekla, sem slišala, mi je rekla klele v knjigarni, da to je pa ful huda knjiga. Ne? In v angleščini mi je kupila. Ne? Jaz začnem tisto brati. Prvih 50 strani, jaz ne vem, koliko cajta rabo, kumi sem se preglodil čez, pa jaz tako, what the fuck je to? Ker drugače sem bral v angleščini ful, pač spet non-fiction, ne? Članke strokovne, pa to, pa so bile tudi tam, mislim, take besede, ko sem jih prvič videl, ampak sem se razumel, ne? Iz konteksta pa tako, jaz pa to berem, pa kaj jaz to berem, ne? In prvih 50 strani in sem zaprl, sem rekel, ne bom jaz to v angleščini in mi jo šla kupiti v slovenščini. In potem sem celo knjigo v slovenščini prebral in še drugo polovico in sem bil tukaj navdušen, ne, da sem potem svojo kolegico Adviti, Indiko, sem jo navdušil in sem ji dal pač tisto angleško, ne, ker ona pa native speaker bila. Da je pol ona vse knjige prebrala. Ne? In potem so pa že začeli, jaz pa vmes sem se pri drugi polovici ustavil, ne? In so začele prihajati serije ven. Pa sem rekel, ne, jaz bom to prebral, ne? Prvo bom vse knjige prebral, pa bom pa začel gledati. Potem pa to trajalo 4 leta, ne? Nisem niti naprej nadaljeval, ker nisem si uspel umestiti v svoj urnik. Ne? In pa sem pa rekel, fuck it, ta serija, to je stvar, ko jo čakam, ko za take stvari jaz živim, in pa so pač pogledali. Ja, jaz sem vedel sem dolg za A Song of Ice and Fire, ne? Ker je veliko mojih kolegov, ki so veliki ljubitelji fantazije, mi je priporočil to moraš prebrati. Ne? Jaz nisem velik fan fantasyja, prebral sem Lord of the Rings, pa mogoče še kako, da se zdaj ne spomnim, ampak dvomim, da je veliko več od tega. Ampak ne zato, ker mi ni fantasy zanimiv. Ne? Pač preprosto toliko drugih stvari sem hotel še prebrati, nikoli nisem se lotil tega žanra. Ne? Ampak vedel pa sem, da A Song of Ice and Fire, to je pa tam na vrhu gor. Ne? In to nujno moram prebrati. In ko je začela serija izhajati, sem si takrat rekel,
ne bi to gledal, moram najprej prebrati. Ne? Ampak sem se zelo hitro zlomil, ko je bila prva sezona skoraj čez. Pa je tukaj ljudi, stalno so nekaj komentirali na Facebooku, da so mi že skoraj spoilali kako stvar. Sem pa rekel, da to moram začeti gledati, ker očitno knjig ne bom še prebral kmalu. In pa, ko sem prvo sezono pogledal in sem čakal drugo sezono, sem rekel, jaz moram to prebrati. Jaz sem pa šele pri tretji začel gledati. Jaz nisem tukaj hitro zlomil. Ne, jaz sem se Tretja ali četrta meni se zdi celo. Ja, v glavnem sem takrat pa jih preposlušal, no, ker nisem imel časa več fizično jih brati. Pa bi priporočil to za audiobook. Ljudem, ki gledajo serije v angleščini z angleškimi podnapisi, priporočam audioknjigo. Ljudem, ki pa gledajo angleške serije s slovenskimi podnapisi, pa ne priporočam. Tudi, če zastopijo, kaj govorijo. Ker je vseeno to kompleksna angleščina. In moram reči, tisti, ki gledajo z angleškimi podnapisi, se bojo mogoče tudi malo matrali, odvisno tega, na katerem levelu so. Ne? Ker je težka angleščina, ki je starinsko napisana, pa tako. In to traja, da se navadiš tega. Ne? Ok, zdaj smo ful zabluzili tle. To me samo zanima še. Imaš predsodek pred romani? Ali sam si v preteklosti bral, pa si začutil, da ti ni kul? Ne, nimam predsodka pred romani. Nimaš, da bi rekel, romana pa ne bi nikoli bral? Ne, jaz dejansko imam ful rad glih za znanstveno-fantastične romane. To so moje top knjige. A ja? Kaj pa je, recimo, tvoj ljub znanstveno-fantastičen roman? Recimo, enega se spomnim, sam ne vem zdaj naslova, Mravlje. Ne vem, če je naslov Mravlje, pač v slovenščini sem bral, ko dejansko kao mravlje zavzamejo svet. Pol sem bral, pol itak Štoparski vodnik po galaksiji. Takšne knjige. Si bral kdaj Dune? Ne. To si preber. Imam jo doma v angleščini, fizično knjigo sicer, ko sem jo dobil za darilo od kolega. Sicer nisem nikoli dalje bral, ker to je ful enih knjig, je on napisal, ne, v tem istem svetu. Ker pač nisem najdel nikoli časa za to. Nekoč se bom lotil, pa jih bom v audio verziji prebral, ker so take, da jih lahko poslušaš. Ja, no to pol, ne. Hočem povedati, ne, nima sploh predsodka, ampak ne vem, zadnje čase ful delam, ne vem, pač rad se izobražujem. No. Vem, ampak tukaj moj argument bi bil, da od romana tudi ful veliko odneseš. Pa, tudi takih življenjskih. Tako bom rekel kot ti, ne? Ja. Pač ti nisi rekel, da ne maraš znanstveno-fantastičnih knjig, ne? Ampak tukaj drugi stvari si želiš prej prebrati. Ne? Katero bi si pa naslednjo želel pač poslušati, ne? Pa ni tukaj v biznisu, pa startupih, je pa Homo sapiens. V Kurzgesagtu, v zadnjem videu so pač koliko je pač človek, pa ne vem kaj, koliko smo šli čez ta leta, ne? Kako se je človek razvijal, no? Se ga bomo dali noti. Tak. No, tam pač so ful pohvalili to knjigo, da so itak cel video so referencirali na to knjigo, so se naučili, ne? Ampak to ni tukaj mogoče še, ne? To ni roman, ne? Itak. Kar si pa naslednjo želim, sem pa ful fan Vikingov, ne? Oziroma te serije Vikings, ne? Sem tudi celo pogledal, me pa več zanima še zgodovinsko o Vikingih, ne? Sem pa malo gledal, če obstaja kakšne audiobooki, ne vem, romani ali pa kaj podobnega na temo Vikingov, ne? Pa sem par jih našel, tako da bom tudi v to smer bi rad pač malo probal, ne? Še recimo, če se malo vrnem na A Song of Ice and Fire, ne? V seriji te Game of Thrones Vikingi, ne, tisti Ironborn, ne pride tukaj do izraza, ampak v knjigah je pa ful naredil iz njih. Ne. Ker recimo, ko bereš te njegove knjige, vidiš, da je ena taka mal preslikava resničnega sveta na njegov svet. Ne. Recimo oni Dothraki, ne, so ful ala Mongoli. Ne. Oziroma Huni, ne? Ja, Huni, lahko tudi Huni, ampak bolj vidim to zgodbo Džingis Kana, ne, ki je združil vsa plemena in so vsi skupaj šli in so zavojevali celo Evropo in so pa v bistvu se je njihov pohod končal samo zaradi tega, ker je pač Džingis Kan umrl. To, poznaš to, koliko blizu smo bili ene 3-krat v zgodovini Evrope, da bi nas Mongoli vse zavojevali. In se je vedno samo zaradi neke smrti ali pa zaradi nekega
nekega političnega konflikta med Mongoli. Cela vojska, ki je bila ogromna, ustavila maj pred bi celo Evropo mongolizirala. To je en ful dober podcast Hardcore History od enega Dan Carlin, fura en podcast, kjer se vedno loti neke zgodovinske teme in jo ful podrobno opiše, tako lepo pove, zakaj je prišlo do tega. To bi ti bilo ful zanimivo. In je imel ena od njegovih najbolj popularnih, ampak to so zelo dolgi podcasti, to so taki 3 ure dolga epizoda. Najbolj popularni njegov podcast, ali pa en najbolj popularnih njegovih podcastov je bil o Mongolih, ki je bil 5 epizod po 3 ure, nekaj takega. In je šel čez celo zgodovino tega, koliko je prišlo do tega, da je ena tako ogromna vojska sploh obstajala, ker ne prej, ne pol, po Džingis Khanu pa Kublai Khanu, nikoli se niso nikoli več tako poenotili, kot so se takrat. Ne? In, ja, no, mene pač, mogoče zato, ker ne poznam tukaj te zgodovine, mene je najbolj na Atilo, ne, pač na teme Hunena. Ja, no, to tudi. Me asociirali. No, kaj si pa druge mislil? Ker recimo, če zemljevid, ko gledaš, ne, je kot da bi Škotska, ne, gor bila, ne, nad zidom, ne. Ja, vse tudi že sam ta zid, ne, je tako kot tisti zid, ki so ga postavili med Anglijo pa Škotsko, ne. Tako je, isto je. Pa tudi pač ta War of the Roses, ne, britanska, na tem temelji velik del tega konflikta med Starki pa Lannisteri, ki je začel celo zgodbo, ne. Ne poznam. So se, 2 veji sta se kregali, kdo bo bil prestolonaslednik, no. Bitka ali pa vojna vrtnice. Sta se 2 družini prepirali za to, kdo bo nadaljeval kraljevino. Ne? In je prišlo do ogromnih bojev, ki so trajali, mislim, 100 let, nekaj takega, vse skupaj trajali, ti konflikti njihovi. So že pozabili, zakaj so se. Ja, skoraj, ja. In to je ta nastavek, ki ga ima na začetku tega, da se Lannisteri pa Starki sprejajo zaradi nekih sumničen, pa to, ne, je pač iz tam ven. Se to je tudi on rekel, da je iz tam ven, ne. Samo pač, da rečeš, da je on samo vzel neke svetovne religije, pa neke svetovne zgodovinske zgodbe in tako naprej, pa jih je dal noter neke knjige, ful izničiš to, kar je on naredil, ne. On je naredil fucking cele svetove, ki so fantastični in stojijo sami zase, ne. Res, kapamo dol, ko mi čakam, da pride nova knjiga, sem čisto živčen. Sinapsa je podcast, ki izhaja 1. v mesecu. Naročite se nam preko mailing liste na spletni strani www.synapsa.io ali preko RSS feeda ali pa nas poiščite na iTunes. Avtor intro glasbe je Katapulto, avtor zaključne špice pa Čener Dwaker. Z vami sta bila Roksanda in Martin Blazinšek. Recimo pri kaki temno rjavi, ali pa, ne, hotel sem reči, pri temno zeleni, oziroma olivno zeleni, bi pa, ne, sploh v temnem prostoru, ne, bi pa hitro rekel jaz, da je to rjava, ne. In potem imam pač spet isti, imam zanjo pač isti krek, ne, da to kakšna taka barva je, da kako ne vidim, ne. Sploh pa me moti to, ne, da me sili gledati barve v temi. In povedati jasno, kjera je kjera, koliko ne vidim v temi. Tine se joče. Nekaj drugače, ne, tukaj pa veva, ne, iz srednješolske fizike, ne. Iz srednješolske fizike. Ja, ti ne povej mi, kaj vemo iz srednješolske fizike. No, to, ne. Ja. Da vsako, ne, telo pač odbija svetlobo, ne. Ja. In to, na ta način lahko ti vidiš barve, če imaš svetlobo, ne. Seveda. Če svetlobe ni barve. Ja. In če ugasneš luč, težko vidiš barve, to je res. No. Ampak Anja pa vidi barve.
ko je tema. Ja, Se pravi, ima Anja neke sorte superpower. ja, očitno.